Gospod Stres je in učiteljica. Zdaj pripravo, ne? Se pravičujem učiteljica, ne? Aha, je zdaj je Nočne v tej družini 50-50, ne? Se je zanači, ne? Čisto malo, lepo. Vida Stres je sicer dolga leta delal v šolskem centru Velenje in danes nam bo, upam, predstavil mogoče tudi zgodbo, družinsko zgodbo, glede na naslov referata, ki se glasi Učitelji stresa med Goriškem in Koroškem, kronika dveh učiteljskih družin. Seveda, veljamo vem še to, Vido Stres je zgodovinar in muzealec. On je delal v Slovenskem šolskem muzeju, takrat je še zanga nisem vedel, da sem hodil še v osnovno šolo. Tako da je naš predhodnik in smo njegove tekste, prispevke z mednarodnih konferenc tudi za družine preverjali. No, začel bom s vekom, mogoče da narovo tudi če dovolite. Torej, najprej Stres ni dober v šoli, ne? No, ampak gre pa za učitelje strese z NS. Potem vam bi več povedal, žal pred skoraj letom dni premenili Peter Stres, tudi moj daljni sorodnik, ne, po eni liniji prej, ne, z Kobariškega, ne, ki je to raziskoval v svoji knjigi, ne, Kristianizmu. Drugače pa bo govora, ne, o rezultatih raziskovanja dveh učiteljskih družin. Če kaj napredal? Ne. Stari, to je kaj druga. Sicer očeta Antona, oziroma tam na Kobariškem izgovarjajo Anton, se ne popravlja Anton, tukaj sem govoril Anton, in pa sina Feliksa, približno eno stoletje, po 60 let 19. stoletja, zadnji so se pa pokojili leta 1971, na Prevale, zadnja dva. Torej, prvi del zajema družino Antona in Amalije Stres, potem bom nadaljevanju malo več povedal. Otrok je bilo 6, od tega je bilo učiteljev 5. V beležnem tisku so navedeni učitelji, tisti učitelji. Drugi del pa zajema družino Feliksa in Alojzija Stres, Selene Švara. Otroci so bili pa tudi Milena, doročena Sredijo Močnikom, tudi učiteljem Milka, Antonija, Boris in pa Mira Stres in pa moja oče Milež. Zdaj bi mogoče uvodoma še, jaz bi se potem bolj hitro sprehodil, ker je čas omejena, ne, po teh podatkih, tako da bo šlo bolj hitro. Zdaj uvodoma bi pa vendar le nekaj še povedal o nastajanju tega referata, tega prispevka. Govoril bomo o skromnih, pa prizadevnih učiteljih, ki so v učiteljski službi ustrajali do upokojitve ali nekatere do prezgodne smrti. Bili so narodni zavedni Slovenci, delovali so tam v ta prva veja v razmerah, ne, narodne uveljavitve na Kobariškem in so pustili tudi svoje sadove v drevni zgodini. Nalogo sem začel pisati že pred 25 leti, da sem potem svet pomankanja dokumentov in pa virov potem prenehal. Žal nisem našel njihovih dokumentov. Skoraj nobenega dokumenta, ne, nisem našel. Tako da sem, vse, kar sem naredil, sem potem na osnovi arhivskih virov, potem podatki iz matičnih knjig in pa drugih virov, ki sem dobil okoli drugače. Nekaj sem pisal tudi po literaturi. No, na prigovarjanje in tako drugače sem potem se odločil, da to zgodbo predstavljam vam. Sem pa edini verjetno na tem zborovanju, ki se je dovolil, da svoje
prednike tu predstavlja, ne? Verjetno sem zelo drzen, ne? V tem smislu. Zdaj, če začnemo z tvorcema te družine. V bistvu je to družina, pa potem ima drugo vejo z Felixom, s sinom Felixom, ki se potem nadaljuje na Koroškem. Jaz sem zato vzel, da bom še nekatere stvari prebral, ki nisem tu zapisal. Zanimivo je ta izvor Antona Stresa. Njegove podatke sem dobil kar pol leta, dokler me ni odgovoril župnik iz Kobarida, ki mi je potem poslal spisek iz rojstne matične knjige. Največ prijavila se je napaka v popotniku in koledarju, in potem sem mogel preverjati, kaj drži. Torej, gojenje 24.3.43 v kmečki družini, v trdni kmečki družini se je rekel pri koncu, ki so Židov pri Kobaridu. Oče je bil Ivan, mati Katarina, rojena soldat iz Idrskega sosednjega kraja, Idrsko. Sestra pa Katarina, rojena, jo poznate, verjetno, kot mati Srečka Kosoljeva. No, zdaj sem mogoče, če koga še zanima, kaj v tej družini. Zato, ker v literarni zgodovini ni nikjer o tem, kaj je napisanega. Vsi literarni zgodovinari končajo z ugotovitvijo, da je Katarina Stres rojena v Sožidu, da izhaja iz številčne kmečke družine in da je že zelo zgodaj zapustila, je najmlajša hči, je že zelo zgodaj zapustila domačijo in potem služila pri grški plemiški družini v Trstvo, preden se je poročila z Antonom Kosoljevim. Mogoče pa to znamo. Ta podatek mi zlasti zanima tudi pisatelja Borisa Pahorja. No, otroci so bili tile, Ivan, rojen 36. leta, Terezija, rojena 38. leta, poročena ulico v Sožit. Franc, 9 mlajši od Antona, poročen na domu, on je potem povzel domačijo. Ignaci, rojen 56, umrl v Ljubljani 78. In pa trije otroci, ki so umrli, mislim, trije, ki so umrli še kot otroci. Tu se takrat pogosto dogajalo, se pravi, da je bilo 9 otrok, to je bilo po včerajšnjem komentarju srednja velika družina za tisti čas. No, tako lahko rečemo, da je ta domačija potem danes je delno obnovljena, podatke mi je dal tudi Jožef Stres, način, ki zbira te podatke, mi je dobil vse te podatke iz matičnih knjig. Te podatke se dobijo iz matičnih knjigah in rojstnih. Kobarid je bil v tistem času, kot veste, en najbolj narodnih trgov na Slovensku. Tu je delovala narodna čitalnica, tu so delovali učitelji, narodno zavetni Slovenci. V Kobaridu je bil 1878 organiziran tabor in skratka, Kobarid je, tako rečemo, središče slovenstva. Bi pa za zgodovinarje, ki smo še nekaj podarili, da 150 leti je bila tu po leta 66 postavljena meja, ki je ena najbolj trdnih mej v tem delu Evrope. To je meja na Lobiču. Ta meja je odrezala ta konc Kobariški, Bovški od svojega naravnega zaledja na jugu, to je Čedala. Gorica je bila zelo daleč. In to je bilo naravno kulturno in siceršno gospodarsko središče, ki je bilo bolj povezano, s tem je bila Kobariška in bolj povezana kot pa preko predela s Koroško. Bila pa je tudi seveda preko Golca in preko predela povezana s Koroško. To pa druga povezava. Drugih povezava ni bilo, to je bilo samo povezava sever, jug, potem kot Tolmin je bil na stranskem tiru, čeprav je bil tolminski šolski
kraj dobrodelni za tu. No, pravzaprav ta zgodba, to bi še podaril, kaže, kako so se porajali slovenski učitelji. Kako so se kotili porajali slovenski učitelji od 60. let 19. stoletja naprej. In to je en primer. Takih primerov je seveda še več na slovenskem, ampak to je pa en izmed njih in je tudi specifični. Amalija Filomena Šlegel. Ona je bila rojena v Šturijah, v Ajmoščini. Njegov oče je bil Filip Šlegel, železarski mojster, mati pa Marija Fabjani iz Koprivja, tudi mogoče sorodnica Fabjani iz iz Koprivja. Poznate, ne? No, on piše, da je ta družina, da so njegovi predniki prišli v Šturije, oziroma v družine pri Ajmoščini, so prišli že v 17. stoletju in Šlezije, no in potem seveda tudi vam bi lahko še navedel, da tudi v tej družini je bilo 9 otrok, a Marija Filomena je bila tam nekje, rojena 50 let tam nekje na sredi, in da je pravzaprav bolj znana osebnost, navedena, omenjena tudi v biografskem leksikonu, je bil Amalije brat August Šlegel, rojen leta 56, umrl 1908 v Šturijah, je bil slikar zlasti cerkvene podobe v Šturijah in drugih cerkvah, večkrat na župan v Šturijah. Zdaj nekateri se sprašujejo, kaj so to Šturije, da niso to kakve štorije iz Maderanke, ne? Šturije je kraj, torej Fara, ki je danes že del Ajdoščine. Takrat je pa ležala na krajnskem delu. Zdaj, Amalija je bila že kranica, ker je šla meja po Hublu. Zdaj, želna meja med Goriško in Kranjsko je šla po Hublu, po reki Hubl, in Šturije so bile že na krajnskem stadi. To se pravi, 70 let, ko so se poročila, se poročila Goličan, Gorjanc iz zgornjega dela Soške doline, kmečki sin, se je poročil z kraljico Amalijo Dolinko in Pavko, ki je prihajala iz take družine z železarsko tradicijo. To je ta poroka, kdo je bil rojen. No, zdaj pa jaz po obdobjih, pravzaprav, to je obdobje, kot vidite, božko obdobje, bi ga lahko imenovali. To pa bolj nekratko. Bobec je bila prva postaja. Boc, božko, ne, boc. Vec je bil prva postaja na njihovi učiteljski poti. Anton je vodil božko čitalnico nekaj časa, ki je ustanovil Petra Kobala. Petra Kobala omenja, oziroma in drugega Kobala omenja tudi Handke v svoji knjigi Ponovitev. Ja. No, ta božka čitalnica grevala v tej hiši. To bi še omenil, da je v 80-ih letih tu služboval tudi Andrej Gavršek. In da je samo 3 leta, in da on tudi prihaja iz Kobarida. On je pa prav rojen v Kobaridu. Potem je hitro spremenil službo, kasneje je končal v novinarskih vrstah, kot veste. Zdaj smo lahko videti, No, potem je sledi učiteljska postaja v Begidnu, kjer je Anton učiteljeval 2 desetletji, vse do upokojitve. Zdaj, upokojitve je leta 7 in star 64 let. To je še za današnji čas kar lepa starost, Učil je v Majinčevi hiši, tam v robu, ker so učitelji stanovali tudi v hišah, ker so učili, navadno, so bile bolanske razmere, verjetno kar bolj skromne.
sklepali iz tega. Zdaj, nova šola je bila v Virginiju, tudi na osnovi tega novega zakona, zgrajena potem šele leta 11, to se pravi, ko je on že se upokojil. To bi še povedal, vodoma mislim, da Anton se je šolal še po starem načinu, pred izidom tega osnovnošolskega zakona. To se pravi, takrat je še ni bilo potrebno več učiteljišče, ampak je zadoščalo že nižja izobrazba, mislim, da je na Kobaridu ali pa v Gorici, enoletna priprava, v ta poklic. No, potem je njegova žena Amalija, pa je v tem času poučevala, je bila učiteljica ženskih ročnih del, to ni treba zdaj opisovati mi to, to veste, kaj je to učiteljica ženskih ročnih del. To so šli ali s kakvim tečajem, ali pa celo brez tečaja, celo to učile. In je učiteljevala in v Previnju, in v Semno. A poznate, kaj te kraje? Bogoslav, tako jaz. Še nikoli tam nisem bil. No, hočem to povedati, da Previn in Semno sta bile ločeni občini, samostojni občini nekaj časa. In pogledajte, koliko je bilo otrok, ali je to napisano, koliko je bilo otrok? Ni. Otrok je bilo čez 100, 130 v vsakem kraju. Ker je bila to enorazrednica, to pomeni, da je vsak učitelj učil toliko otrok, dopoldan in popoldan, in tako. Ampak zaradi zakona že so morali biti, je mogel to poučati 8 let, vsaj približno, 8 let na šolska obveznost. Aha, potem bo pa zelo hitro skočili, Potem po upokojitvi je sledilo njegovo upokojitev v Gorico, kjer je Anton se potem upokojil. Drevinci so postali Goričani za nekaj časa. No, to je še nekaj, da zelo veliko podatkov, danes je še veliko več sprašal, sem bil pred 25 leti iz pripovedi tete Tončke, ki mi je povedala to, da je umrl na Bregu. No, potem sem res pol leta iskal te podatke, da sem bil podatek, kdaj je umrl. Res je umrl na Bregu, kot begunec je zapisan na Bregu. Zdaj, zlasti hiše se je mogel preseliti kot begunec in je tam na Bregu pokopan. Previden in pokopan. No, to je ta fotografija, za mene zelo dragocena, kaže to učiteljsko družino. Svoje so napisani Foto Weiss, Franz Weiss je bil poleg Antona Jerkiča, en najpoznanih fotografov v Gorici, na Goriškem. Tam sredini sta seveda Anton in Amalija. Zadaj za njima, tisti visoki, je Anton Tonin. Zanimivo je to, da v tolikih letih, to fotografijo sem bil pred pol leta, ugotoviš, da so ti podobni, oziroma da so ti njim podobni. Zdaj, tako, da se ti ena nova zvezda na delu pokazala, da bi odkril eno novo zvezdo. Podobno, pa so v mikropoziciji. Franja desno, zdaj kar v tej sliki razložim, to so bili. Franja, najstarejša Fani, rekli so, da Tončka je rekla Fani, desno, studenta leta 1872. Ona je učila v Baridu, predvsem tudi v drugih krajih, da je zelo znala učiteljica v Baridu v 90 letih. Do prve svetovne vojne umrla je v Ljubljani, pribežala v Ljubljano, tam umrla 15. leta, potem je tudi poročilo v Slovencu, v Slovenec. V skrajni levi je najmlajša Stanka. Zanimiva je starostna razlika med najstarejšim Toninom, rojen leta 71 in pa Stano, rojeno leta 97. So kar precejšna starostna razlika. Potem je moj novo, Felix, tam z Brki, zanimivo, kako bodo, ko ne so brat na starost. No, potem je Grido, ki edini ni bil učitelj desno, on je bil pa finančni preglednik v Bovcu, na davčni upravi, ne finančni, davčni preglednik na davčni upravi v Bovcu. No in skrajno desno Milena,
To je pa tista učiteljica, ki je po Gentilejevi šolske reformi bila predstavljena in se zadnjič pojavila v bližini Genove, Italije. In je 30 leta potem zadnja omenjena. No, potem bi šli naprej. Vidite, mislim, da imam še veliko. Jaz bi mogoče zdaj dal samo podatke, če govorite še. Tonin, so pravi Anton Mlajši, teta ga je striktno imenovala Tonin, tako so tam, to ime je na Primorskem to pogosto, ampak to ni naš poslanec, državni poslanec Tonin, ampak to je ime Tonin. Tonin zato, da se roči starejši in mlajši. Tu je že, tu je nekaj napak, da ste se zamenjevala, kje je kdo učil, ampak glavnem je v geografskem leksikonu citiral samo tam, mlajši. On je učil v sedlu v Idrskem, potem v Cerkve. On je dosegel pravzaprav kot učitelj najvišji bit, ker je bil leta 7, je bil delegat Tolminskega, rekel se že prej, da je bil Tolminski šolski okraj, in je bil delegat Tolminskega učiteljskega društva na zborovanju na Dunaju. To je že kar visoka funkcija, oziroma zaupanje, visoko zaupanje. Počen je bil skladno stres, rojeno Lundgren, od 40 leta 80, vendar dolgo časa nista imela otrok. Ti Lundgreni so živeli potem v Ljubljani, in on se je zdravil potem, nekam potem 12. leta, potem tudi umrl. Njegova hči Vera Stres je bila pa edina profesorica med temi stresi, vsi so bili učitelji. Ona je znana, oziroma ona je učila po vojni na gluhonemnici v Ljubljani. Podatka o njenem smrti nisem našel, brojena je bila pa eno leto pred smrtjo Tonina. Samo omenim Toninovo delovanje v planinstvu, mogoče je kdo bral Stojinovo knjigo o planinstvu na Slovenskem. To je tu noti on citiral na nekaj mestih. Bil je namreč eden od začetnikov planinstva, takrat, ko je bilo to planinstvo še bolj romantični pojem, in je on tudi nadelal mnoge poti na Julice in sicer z te trenkarske strani, vodil izlete, zapisoval v prvih številkah planinskega vestnika in tako naprej. Tu je nekaj nekrologov, ki pač poročajo, da so se ga ob smrti spomnili potem tudi številni časopisi. To se pravi, da je bil cenjen tako v planinskih kot v učiteljskih vrstah. Tukaj samo letim Fani, to je tista najstarejša, pogali v njeno službanje kot učiteljice v Baridu, službovala več kot 15 let. Tudi ona je hitro umrla, to sta dva, ki sta zelo zgodaj umrla. Tonin, leta 12, ona 15, tudi pribežala iz Gorice v Ljubljano, pokopala sta oba na pokopališču na Viču v Ljubljani. Milena, ona je premeščena v Geno, v bližini Geno. Potem bi sem jaz izgubil vsako sled. Zdaj še nisem uspel takega podatka najti. Nekaj zato, ker je italijansko ne znam, nekaj še nisem uspel videti. Stana, najmlajša. No, ona je povzela to družinsko hišo v Gorici. To je bilo na mislim, da je tam zgrajena v okviru te zadnje. V tem knjigi je zapisano v tem zadnji knjigi v Šuri v Gorici. Ona se je poročila z Italijanom, to je teta Tončka, tako s težavo povedala, da je bila poročena z Italijanom. Vse poznate tisto pesm Zadeljevo, Jaz nisem Italijanka, tudi ne bom, sem zvesta Slavjanka in ljubim svoj dom, Zadeljevo. Spaj takrat je bilo to skoraj, da bi rekel, da si narodni skoražnik, da si zlahom počekal.
To bi pa rekel, da ne bom več komentiral. Gre za družino Feliksa in Alojzija Stres. Delno je to objavljeno v biografskem leksikono občine Prevalje, vsaj za Borisa in Mirov Stres. Posebna zgodba je seveda z mojim novotom Feliksom. Ta je pripeljal to svojo družino na Koroško. Bil je udeležen v prvi svetovni vojni, bil je mobiliziran v prvi svetovni vojni, in družina je živela v Škrbini zadnje. Škrbini Prekomno, kjer je bila, se tam piše, da je bilo to pravzaprav neposredno frontno zaredje. In tja so letele tudi bombe. To mi je Tončka tudi to povedala, da je Feliks pospeljal sinova, očeta in pa strica, še dan pred, tudi je padla bomba tam v bližini šole, kjer so stanovali. Tam je bila pa tudi vojaška bolnišnica, to pa če pogledate zgodovino prve svetovne vojne, vidite, da je delovala pred Škrbino, tudi je slika vojaška bolnišnica. To je družina po begunstvu, Feliksa in Alojzija Stres na Reša. Tu se vidi, da so begunstvo dali skozi, malo po sliki. No, tu so je hči Milena, počena z močnikom, Ivo Močnik, iz Koroške, iz Trpne vasi, Učnikego. Se ta družina, to je ena od tistih družin, ki so se po prvi svetovni vojni preselili v Slovenijo, oziroma v Jugoslavijo. In Peter Močnik je brat, bolj znan kot nadzornik in pa je zgodovina čebelarstva. Včeraj smo bili v Veličah, tam sta službovala, to je bil učiteljski kadar, ki je služboval v Veličah. Boris in pa Mira sta bila učiteljski kadar v Prevaljah. Mira je zlasti sodelovala kot glasbenica na Prevaljah, bila je agens kulturnega življenja, tudi povojnega kulturna Prevaljah. No in tu še ena zelo zanimiva fotografija iz Prevaljške osnovne šole. Naši trije, torej Feliks je tudi izvere, moj oče je za njim, je takrat bil šele začel učiteljsko službo in pa Boris na desni. Sledili imate pa Karla Dobuška. Mislim, to je tudi ena izmed fotografij Karla Dobuška, ki je bil takrat ravnatelj. V zadnjo, predzadnja in zadnja sta pa starša skladatelja Alojzija Leviča, ker Leviča so tudi učile na osnovni šoli. Oče, mogoče sve. Ja, moj oče pa vedno kaj končal, v tem kabinetu, da vam pisali, to je bil čas pa remižil kabinet, to je bil moj oče pomožni knjižničar, zaradi bolezni ni mogel več službati kot učitelj, in potem v zadnjih letih. Smo včeraj doben podatek, da je on še učil honorarno risanje na prvi osnovni šoli naravno, ker je učenka, tudi znala slikarka Mojca Kovač, če to je zna, Ravnčanka, učil in jo je navdušil za risanje. To je njegov razred na Lokvici, na Holmecu, mimo pravi včeraj, tam so kje stojeni drugi. To je pozadna družinska fotografija. Potem imamo samo še vire, ki niso pomembni, da jih navajam.